predsednika Državnega zbora, gospoda Tonina, smo danes obiskali predstavniki zdravniških organizacij, tudi seveda kot predsednika Nove Slovenije, ki ima zdravstveni program zelo podoben stališčem zdravniških organizacij. Seznanili smo ga z aktualnimi problemi oziroma akutnimi problemi slovenskega zdravstva, ki so pravzaprav že kronični in se slabšajo. Torej, pomanjkanje zdravstvene reforme, neustrezen plačni sistem, slaba organiziranost zdravstva in seveda na aktualne probleme otroške srčne kirurgije, ki niso samo problemi otroške srčne kirurgije, ampak so tudi problemi drugih oddelkov kliničnega centra, tako v Ljubljani kot v Mariboru. Gospod Tonin nam je prisluhnil in nam obljubil, da če bo kakorkoli sodeloval v katerikoli vladi, bo desni ali levi, bo preden bo koalicijska pogodba napisana, usklajena, povabil predstavnike zdravniških organizacij in vnesel naše poglede v koalicijsko pogodbo. Mi, kot rečeno, vztrajamo na radikalnih spremembah zakona o zdravstveni dejavnosti, zakona o zdravstvenem zavarovanju, zakona o javnih zavodih in seveda o radikalni spremembi plačnega sistema. Predsednik Državnega zbora je po današnjem srečanju rekel, zdravstvo potrebuje zdravljenje in to takoj. Mislite, pričakujete, da se bo to dejansko zgodilo? Z ozirom na to, kako se vleče čas od volitev in kako ni mogoče sestaviti nove vlade, morda bodo celo nove volitve, se bojim, da se bo to zgodilo pozno, škoda bo prav gotovo velika. Poleg tega pa moram reči tako, ne predstavljam si, da bi ljudje, ki so ta sistem zavozili, ga tudi popravljali. Če bi v Milanski skali en orkester z dirigentom verjetno moral prekiniti predstavo po 3/4, se ti ljudje ne bi smeli prikazati niti v Milanu več, ne pa v Milanski skali. Tile zavoženi orkestraši bi pa radi seveda slovenski publiki igrali naprej in pričakujejo celo, da jim bomo ploskali.